Molitev in tudi trpljenje je dolgoročna naložba. Včasih nas obhaja dvom, ali bo res tako. Zato ne samo naložba v naše zemeljsko delo in prizadevanje, v spreminjanje nas ljudi, v bolj človeške ljudi, v božje ljudi, v božje otroke, ampak odpira nas tudi v večne razsežnosti. Mučenci so svoje življenja dali zato, ker so verovali, da je temelj, kako smo danes slišali v berilu, temelj našega življenja v Bogu, v večnosti. V tej veri krepimo drug drugega, da smo vsi otroci enega nebeškega očeta in drug drugega spodbujmo, da bi bilo med nami kraljestvo resnice, miru in pravičnosti. Pa skupaj prosimo očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas na križu. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrjuj nas in vse ljudi v popolni edinosti in miru, da bomo izpolnili tvojo voljo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mnogi gradijo mir na tem, da pripravljajo vojno, kako pravi Žirinski pregovor. In veliko do danes vseh ljudi, ki so hoteli silo doseči mir, so delali tako. Kristjani pa verujemo, da se mir dela v tem, da stopimo drug do drugega, da odpremo svoja srca drug drugemu, da si stisnemo roko in tako tudi zagotovimo sodelovanje in zaupanje drug drugemu, da bomo tako gradili Božje kraljestvo, kraljestvo miru, resnice in pravičnosti, zato si v tem duhu stisnemo roko.